Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes vam bi rada razložila nekaj o čakrah. V glavnem, ko sem napisala prvo knjigo, in moja mama mi potem, oziroma ne prvo, drugo knjigo, Ko ima življenje žur, kjer sem pisala tudi že o preteklih življenjih, in zdaj za tretjo knjigo mi dala nasvet, je rekla, ampak veš, preteklih življenj pa ne omenjati. Ja, seveda, ker dejstvo je, da to je nekaj, kar krščanska vera ne priznava. No in potem sem v eni knjigi najdla podatek, za vse tiste, ki boste brali, zdravilna moč regresije, in tukaj noter piše, da leta 325 je rimski cesar Konstantin Veliki skupaj z materjo Heleno iz nove in iz stare zaveze črtal vse odlomke o reinkarnaciji. In potem je drugi Konstantinski koncil leta 553 ta ukrep potrdil in v bistvu razglasil, da vsak, ki priznava prejšnja življenja, krši krščansko vero, se pravi je nevernik oziroma celo tisti, ki ga je treba kaznovati. No in potem logično določena prepričanja, svetopismo in tako naprej, in vem, da mnogi imate težave s cerkvijo kot ustanovo, da vam zavibrira, da enostavno imate določene prepričanja, da so tam sami lahko tudi pedofili, kakorkoli že, ker to, verjemite mi, da so to spomini vaše duše, da je to vaša duša izkusila neko zlorabo skozi cerkev. No, zanimiv podatek je pa potem naprej. Dolgo leta so ljudje verovali v to, da je Zemlja ploščata. No in potem, ko je okrog leta 1500, in pomislite, to je 500 let nazaj, kako se je že imenoval, tega sem pozabila, v glavnem je obplul Zemljo in je dokazal, da je v bistvu Zemlja okrogla. No in to so zdaj sprejeli. Se pravi, tam okrog 1500. leta so vrgli prepričanje, da je Zemlja ploščata in se je prijelo prepričanje, Zemlja je okrogla. No, potem pa Galileo Galilei, približno 50 let kasneje, ali pa niti ni bilo 50 let kasneje, je pa z opazovanjem zvezd prišel do zaključka, oziroma že Kopernik prej, on je pa to njegovo dogmo učil, da v bistvu Zemlja ni središče Zemlje, ampak je Sonce središče osončja, oziroma osončja, ne me držati za besedo, in da se Zemlja vrti po krožnici okrog Sonca. No in v glavnem, takrat je bilo, on je pisal knjige o tem in so ga razglasili za krivoverca. In prišlo je tako daleč, da so ga dali pred cerkveno sodišče, pred inkvizicijo, da so vse skupaj preučili in on si potem v Rimu, v eni cerkvi, pač mogel javno opravičiti, da zavaja ljudi, da je to izmišljotina, da ne bo več tega poučeval, ker v bistvu so mu grozili zaporno kaznijo. Se pravi, ali gre v zapor in ga mučijo, ali pa prizna, da se moti, da Zemlja je center vesolja in da se vse vrti okrog Zemlje. In je priznal in potem potiho rekel, ampak še vedno se vrti. No in v glavnem, no in še vedno se vrti, vse se vrti. No in dejstvo je, da tudi naša življenja se vrtijo. In čeprav mogoče ne priznavate potovanja duše, če ne priznavate reinkarnacije, če ne priznavate nekaj več, ampak še vedno se vrti. Ker poglejte, dokazali so, da določena znamenja, ki jih imamo na telesu, so v direktni povezavi s točko smrti v določenem življenju, oziroma sploh prejšnjo življenje. Nerazložljive bolečine, ki jih imate v telesu, so najbolj pogosto strelske rane, ali pa če nekaj že otrok prenese na svet, recimo slabše sliši na eno uho. Mogoče mu je pa v prejšnjem življenju eksplodirala bomba in je oglušel. Pač ti energijski zapisi grejo naprej in zdaj bom pa vzela knjigo Ko ima življenje žur in vam bi rada razložila še auro. Ker dejstvo, tudi to, kar se vrti, moramo razumeti, da je tudi, če je Zemlja okrogla, tudi naša aura je okrogla. Čeprav večji del razlagajo, da naša avra je tako ob telesu
In ja, to je energijski sloj okrog telesa. Jaz zdaj tukaj noter listam, ker vam želim pokazati. Ampak dejstvo je, da naša aura je dejansko okrogla. DNK duše, to sem vam že kazala, poglejte. Takole je energijski zapis okrog našega telesa in energijski zapis se prenese čisto na vsako celico našega telesa. In zdaj to, zakaj vam pa to kažem? Ker dejstvo je, da kdor je negativen, je tako kot mala bombica negativne energije, smrdi od negative. Ravno tako pa, če želite, da ta vaša aura postane močna, žareča, nepropustna za vse druge energije, je pomembno, da jo napolnite z radostjo, z ljubeznijo, s hvaležnostjo, tudi z vznesenostjo, z vsemi dobrimi čustvi, da se umirite in mogoče se zazrete samo v cvet vrtnice. Zdaj bom pa spet dala na pavzo. Glejte, se zazrete v cvet vrtnice, pač iz mize sem jo vzela, jo povohate in mogoče tisti, ki se ne morete umiriti, se zazrite v cvet. Poglejte, kako je to neverjetno sestavljen skupaj, a ni to čista lepota. Glejte, ena stvar, ko mi ljudje začnemo iskati zavestno lepoto v svetu okrog sebe, lepoto, radost, da vtihneš vsem noter in slišiš petje ptic, da opazuješ čebelo, kako nabira med, kako leta iz cveta na cvet. Ni treba iti na konec sveta, da lahko občutiš radost. Dovolj je, da se ustaviš. Dovolj je, da se umiriš. Tako da glede na to, da je danes nedelja, ja, bi bilo pametno, da enkrat na teden se umirimo. Enkrat na teden, ni da razmišljamo, pa moram še to, pa moram tja šibati, pa še to, pa še to. Da se enkrat na teden, pa če se za 1 uro umiriš, pa si zmagal, pa si zmagala. In takrat, da začneš opazovati tudi svoje občutke. No in potem, kaj privre na dan. No, to je pa zdaj naslednja zadeva. Šele takrat, ko smo v tišini, lahko slišimo svojo dušo, šepet. Lahko slišimo tudi vodnike, ki nam govorijo, ki nas vodijo. Veste, tisti glas, ki ti reče, naredi to. Kaj pa če bi tako? Ko ti pride neka ideja, ki enostavno veš, da moraš temu slediti. Glejte, ja, mi na zemlji smo na potovanju. Dejstvo je, da se vse spreminja. In zdaj ta čas je ta, ki se res spreminja. Začnite delati res zavestno na tem, kar veča vašo radost. In to, kar veča vašo radost, to bo napolnilo vašo auro s to privlačno silo in v vaše življenje bo prineslo vsega dobrega. Ali, glejte, tukaj pa to zelo pomembno, ali pa veliko slabega. V bistvu vsaka misel, ki jo mi, čas se hitreje vrti, da boste razumeli. In mi smo vsi ustvarjalci. In bolj kot razmišljam v strahu, bolj kot imam to mojo auro napolnjeno s strahom, bolj sigurno bom to dobil. V Svetem pismu piše, strašnik, ki sem se ga bal, me je doletel. Ker opozorilo, se bojiš, kaj pa, da ne bom izgubila službo, joj, da ne bo to, joj, da ne bo to, joj, da ne bo to. Ustvarjaš. Ustvarjaš vse to. In vem, da pa človek reče, kaj pa zdaj? Zdaj pa ne sme več misliti. Začni se spopadati s svojim strahom. Zakaj te je tako grozno strah pred izgubo? Mogoče si pa v enem od prejšnjih življenj že vse izgubila, pa si bila na točki brez vsega, ali pa brez materialne varnosti in je čas, da ozavestiš ta strah pred pomanjkanjem. Ali pa se vklepaš neke veze, pa čeprav veš, da je bolna, da ne moreš več, da te že boli vse, da že zbolevaš, da imaš že povečane neke markerje in ne narediš nič, zato ker se vklepaš tega bolnega odnosa. In na koncu koncev, bolen odnos, glejte, če se tega oklepaš, dejstvo je, da zboliš. In če zboliš, pomeni kup težav, trpljenja in tako naprej. Zato je tako pomembno, da to našo auro, to našo bombico napolnimo z vso vero. Najlažje je začeti s hvaležnostjo. Najlažje je začeti tako,
da ja, mogoče res karte prehodu na novo dobo, recimo Nebovzeti mojstri, podpira me vse stvarstvo, jaz sem ljubezen. In zdaj, če vam preberem sporočilo naprej, to je karta številka 12, podpira me vse stvarstvo. Dajte, a ni lažje živeti, če veš, da te nekdo podpira? Dovoljujem, da sem kanal, preko katerega se na zemljo steka ljubezen. Kjer je obup, naj bo vera. Kjer je tema, naj bo svetloba. Kjer je žalost, naj bo veselje. Naj bo vsako bitje na svetu blagoslovljeno ter prežeto z veseljem, toplino, nežnostjo, naj bo polno zdravja in lepote. Stvarstvo me podpira pri potovanju v srce. In iz tukaj ven, iz te srčne energije, lahko ustvarimo čisto vse, kar želimo, da pride v naše življenje. Ker se moramo zavedati, če smo ustvarjeni po božanski podobi in če je Bog stvarnik, smo tudi mi stvarniki, mi smo stvarnice. Ampak dejstvo je, da skozi življenja smo si nakopali tolkene krame in smo nehali verjeti v to, kar mi smo. Ja, seveda, cerkev je svoje naredila, ker je hotela nadvladovati ljudi. In zdaj je čas, da damo okove stran, da odpustimo vsem tlačiteljem in mučiteljem in da se zavedamo, da mi svojo energijo kreiramo svoj svet. In zato postanite zavestni ustvarjalci vašega sveta in boste videli, v življenju se dogajajo čudeži. Tako da delajte na tem, ozavestite vaše rane in ta vodič zdaj pripravljam, vodič po ranah, zato da bo bolj enostavno nekomu, ki želi narediti korak, da bo lahko samo počistil podzavestna prepričanja. In zadnjič sem bila na zvočni kopeli in je bilo tako neverjetno. Videla sem kot nek velik bazen in videla sem kot neko pristajalno stezo, kjer so bili neki ornamenti gor, ogromno izgledali. In prejšnji dan sem šla v knjižnico in potegnem ven eno knjigo o Atlantidi. In dosti dejansko, ko sem začela brati, se mi odpre točno na strani, ki govori o velikih bazenih, modrosti, energije in dejansko sem to videla. Glejte, vsi smo že povsod bili. Vsi smo že povsod bili. Vsi smo bili že cesarji, kraljice, berači, gobavci. In takrat, ko smo rabili kakšno, in ne se ciklati več, spustite tisto vašo bolečino, strah in zaživite boljše življenje, ker čas se preoblikuje. Ja, res je, takrat, ko se pospravlja, tudi takrat, ko se čistijo omare, glejte, je svinjarija povsod. In to se danes dogaja v svetu. Svinjarija je povsod, bolezen je povsod. Virus vibrira na nizkih vibracijah. Čas je, da dvignete vibracijo in boste nedovzetni za bolezen. In tudi hkrati, ko ste dvigali vibracijo, boste dvigali tudi moč tega, da bo več dobrega prihajalo v vaše življenje. Tako da delajte na sebi, imejte se radi in delajte tisto, kar vas potegne in boste videli, vaši vodniki vas vodijo tja, kjer je za vas najbolje. In sigurno boste prišli vedno do pravih informacij.